glave se ne končujejo, to mora takoj povedati. To mora takoj povedati. Ampak A zdaj si prav pritisnil, že? Ja, zdaj sem prav pritisnil. Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v 196. epizodi vašega najljubšega podcasta za legitimno preživljanje prostega časa Glave. Vsem poslušalkam in poslušalcem želiva veselo, srečno, prismuknjeno in pa predvsem legitimno novo leto 2025, v katerem želiva, da vas ne doleti tisto, čemur se zdaj res že, kot so potrdili tudi na Zrcazun in na inštitutu Jožefa Stefana, reče prekletstvo glav. Vsi veste, kaj se dogaja. Ne? Začela sva delati hitro in drzne, pa po enem tednu jih dajo vse dol iz skaja. Ne? Začela sva ne vem kaj gledati, izgine iz streamingov. In Matrica, prva dva dela sva pogledala, filme, super, na HBO je, na Maxu je, to imamo, ne glih vsi, ampak je kar dosta razširjena, ne sploh za nas, ker smo ljubitelji zmajev. In kaj se zgodi? Včeraj, se pravi, to je bil ponedeljek, prvi delovni dan novega leta, 6. januarja, mislim, delovni dan zame, že je še praznoval Božič, tako da tega ni bilo. Kakšen rasizem, spet tako je v redu. Mislim, kdo je zanč na večeri razlagal 2 uri o tem, kdaj bo praznoval novo leto? Sam to. To je bila šala. Ampak vesel Božič vsem, ki praznuje v teh časih. Tu mi je všeč, ker se tako dva res, sploh ne ta ista legita gnostika. To ne vem, veš, to je na meji, da se norca delaš, tako da jaz bi pazil pižam. Zdaj spet prekinul. V glavnem, sem se usedel dol, da bom jaz pogledal na Maxu zdaj tretji del Matrice, se pravi Matrica Revolucija. In upišem Matrica not in ne, mi daje sam to zdaj iz Resurrections. Ustajenje, ne, se pravi, to vas za veliko noč gledala očitno, ali kako. In ni bilo, ne, in sem mogel iti pol na Apple sem si sposodil, ne, pač, ker sem priden in sem dal tiste 4 evre, pol za 48 ur, tako da mislim, da grem lahko pod snemanju še enkrat pogledati, če bom pogrutil, da sem kaj sfalil. In prekletstvo glav deluje, tako da mogoče nam lahko napišete, če so kakšne stvari, za katere ste prepričani, da ne želite, da bi jih ljudje gledali, da so taka abominacija pred Bogom in pred človeštvom, da si jih nobeno zrklo ne zasluži uzreti, ne, in mi bomo to dala v program in stvar bo zginila. Mislim, ne bova dala, ta šala zdaj ne deluje, pižam. Še 2 tedna deluje. Zakaj ta šala ne deluje, Anže? To pa meni. To pa zdaj ti. To pa meni. Glave se ne končujejo, to mora takoj povedati. Ampak kako se temu reče? Sabbatical. Sabbatical bo, ampak zakaj? Zato, ker bomo probali delati, če veš, kaj mislim, dejansko 2krat na mesec. In potem glave pridejo nazaj z zmaji in bova takrat glave na polno delala. Pa obljubva, da ko pridete nov Fast and Furious, to še seveda, v bistvu bova probala tako bolj sporadično, ampak so ugotovili, da je res nonsens, ker se je zdaj parkrat zgodil, da je bilo tako en mesec, je bil vmes vsakič med epizodami, pa se je pa še zarotil, tako da je bilo več in je malo weird izpadel. In bomo probali, če veš, kaj mislim, delati na polno, kar zdaj bom jaz pol tehnikalije vam na koncu povedal. Ampak še enkrat, glave se ne končujejo, zdaj jih neki cajta ne bo, ko bojo zmaji, bojo na polno. Ampak ne, pa še eno Matrico imamo tudi za pogled. Seveda, Matrico do konca, absolutno. Mogoče še kakšne weird zadeve naredimo. Tako da to ne bo pa res toliko redne epizode. Kada se zdaj Black je bil enkrat na mesec in nam gre že vsem to malo na živce. Verjamem, da marsikomu od vas tudi. Ampak če veš, kaj mislim, bo pa zdaj 2krat na mesec. Napovedujeva medijski prevzem, medijske krajine. Ne, to absolutno ne. Samo bo, to je največ, kar si upamo reči. In zdaj pa tehnikalije. Sprav glave, ki obstajajo zdaj, ostane ta feed tak, kaj je. Jaz bom dejansko kar vzel ven epizode, če veš, kaj mislim, in bom naredil nov feed. In bo v zapiskih, ko tole poslušate, že povezava do, če veš, kaj mislim, ločenega feeda, kjer bojo samo, če veš, kaj mislim, epizode. Po obritek, se pravi, te plačljive glave bojo pa zdaj ratale plačljive od če veš, kaj mislim, in hkrati potem tudi od glav, ko pridejo pri zmajih, čeprav pri zmajih nikoli nisem imela pobritka. Tako da tisto, kar je najbolj važno, je, če hočete glave potem tudi naprej spremljati, ko bojo zmaji, pa zdaj Matrico,
ne se odnaročiti od tega feeda, ker ta feed bo še živel, sam bo živel bolj, ko zmaji pridejo, pa še narejeno film vmes, ki se ga spomneva. Bo pa seveda novo zaživel ta, če veš, kaj mislim, feed, ki je v zapiskih. In že obljublja tudi, da takrat, ko bomo imeli kakšno tako epizodo, kot je bila Festivus epizoda, ki sicer ni imela pol britka oziroma do pobarbe, da jo bo dal v oba feeda, tako da ne boste ljudje begali. Tle, kar bo je lahko že pač, kako je bilo, da takoj, ko je išlo sem ga sklical, sem rekel, Anže, a bi ti, zakaj ni zdal tega tudi v ta drug feed in je rekel že takrat, sorry, jaz sem pa zdaj že tlele. Monte Carlo. A ja, ne, se hoče reči v Valkaneli. Ne, v Monte Carlo. Ne morem več tega, nimam dostopa do serverjev. Gamblam z našimi čustvi. Tako, ja. A ja, pa še to, če je kdo ekstra ogorčen, ki je podprl glave vnaprej, ne mi piše, pa bo ker seveda se bo dal podpreti tudi, če veš, kaj mislim, tudi tam bojo ostali krajcari pa goldinari, no. Tako da ne spreminja se ful velik, ampak tako da ja. Zdaj bomo naredila še Matrica Revolucija, narediva še Matrico Resurrections. Se pravi, stajanje, pa če bo Matrica v nebovzetje, mogoče... Tako, mogoče bolj, ampak z Matrico bomo zaključila, pa se pa že spet ta feed obudi z zmaji, oziroma kakšnim Fast and Furious vmes, ali pa še kakšno zadevo. Mogoče se nam kdaj zgodi in bo pač res čistko. Prišla bova na feeling, bova rekla, Anže, a si ti gledal tole, deva mi dva tole zdaj le zrihtati in boste tako, presenečenje boste kdaj dobili. Tako. Če veš, kaj mislim, še enkrat feed bo v zapiskih. To je to, zdaj pa potem... Veš, mi smo kar zafrknali, veš, če veš, kaj mislim, bi mogel nekako z glavom poimenovati, ne? Zakaj? Je tako, veš, da bi folk bolj zbegal. Veš, tako sem dal jaz predlog. Ja, gremo še bolj me. Že tako sta bila dva podcasta v enem feedu. Mi smo bili zmedeni, ljudje so bili zmedeni. Ker pa sem jaz prišel na idejo, sem lahko povem v našem četu, sem rekel, da bi bilo lahko, da bi bili več glav, več ve, na kar je pa Mojca, ki sem mi to povedal, zelo lepo nadgradila, pač več glav manj ve. Ne, tako da to je alternativni naslov, če veš, kaj mislim. Ne, to je lahko tagline cele mreže Aparatus. To je lahko Aparatus. Več glav manj ve. Zdaj gremo pa na zadnji del trilogije, ampak tretji del kvadrologije. Ne še, ker ima še admin vas zanarditi. No, dobro, ok, admin. Ja, admina. Najprej povabilo v Discord, kjer se dogajajo prisrčne in empatične debate, tako da pridite tja. Če imate kakšno vprašanje za nas, imate aparatus.si/vprašaj glave. Zdaj imate še šanso. Lahko naredimo ekstra sekcijo na koncu, veš, samo za vprašanje. In tokrat imava eno vprašanje, ki ga bom jaz prebral, pa mislim, da je Anže najbolj... Bi rekel tukaj legitimen za ta odgovor, najbolj strokovno usposobljen. In sicer gre takole. Sancho Morales nama piše. Seveda. Sem 40-letni moški in velik obsedenec skoraj vsemi primikajočimi se stvarmi na TV-ju. Se pravi, to je ful manj je zdaj tega, odkar nimamo več analognega signala. Videl sem, da boš caratejo. Proveril sem, da ta šala prihaja. Pet naprej. Da sem v družbi žene pogledal Gossip Girl, mi ni toliko nerodno, kot to, da sem že parkrat pogledal La La Land, Mona Lisa Smile in tudi kaj bolj ultra zahtevnega, kot recimo The Rock, Armageddon, Dan neodvisnosti itd. Zdaj, The Rock je najboljši film Michaela Baya. Ja, in obenem je najslabših igralcev. Kva? Ne. The Rock. To ni, ampak to, veš, kjer film je? Vem. Okay, vem. The Rock je najslabši. Pa ni najslabši igralec, je pa mogoče v tej družbi. The Rock je izjemen film. Boj, da je v temu zdaj uredva enega pretepek, ki je full Vin Diesel podoben. A res? Okay. Ja. Okay. Zdaj pa težava. Veš, ni pa omenil Thin Red Line, tako da ne vem zdaj. Zdaj pa težava. Včasih sem tudi veliko bral. Marsikaj. Danes ne berem več. Vprašanje je torej, kako bi 40-letnega moškega, ki gleda vse na TV-ju, pripravila, da bi spet bral. Hvala. Kup si Kobota, to meni pomagal. Ne vem, jaz ne vem. Jaz mislim, da jaz sem vsakič znova pa presenečen, ko padem ven iz branja, da že spet rabim ful, da nazaj not pridem. Se mi zdi, da to je tako, kot vse ostalo, da bi mišice treniral, a ne? Ampak jaz mislim, da so te e-bralniki res fajn stvar. Jaz, če ne bi bilo e-bralnikov, bi še manj bral, kot že tako premalo berem v življenju, ampak pa res ne bi. Pa nočem zdaj izpasti, ne da se mi, ampak je ful priročno, ker je knjiga tam, tako pozabiš ga lahko, pa lahko ga daš vsakič ga lahko sabo vzameš. Se mi zdi, da knjige,
A jih lahko? Ja. Ja. Koliko so nadležne? Kar bi jaz rekel. Mislim, to prtepa, ne, ko ponavadi bereš Gutenbergovo Biblijo. Tako. Pa je malo nepriročna, a ne za natrolo. Lej pa, original Dostojevske. Ja. Žal, pozabo si, s kom govoriš. Ne, ampak jaz res mislim, da so e-bralniki ena taka stvar, ki moram reči, da saj me, zato ker razumem, da so tehnologija, ampak so res opereni samo branje. Tam ni maila gor. A veš, ni Blue Sky gor. Reče človek, ki je nekoč uporabljal Kindle za to, da je na Hrvaškem bral maile. Dobar, na Hrvaškem Robinson srednji česar, veš, tako, to je legitimna uporaba. Ampak, hočem samo reči, da res so, se mi zdi, to doskrat dobim, ko govorimo o e-bralnikih, pa vse ostalo, nič ne boste gor počeli razen brali. Če kdo slučajno še nima te izkušnje, pa moram reči, da me zelo zanima in to sem tudi videl, veš, kdo ima Žan Papič. Človek z televizije in YouTuba. On ima te neke bukse, tam male in zdaj obstaja ta Bux Palma, to si že videl. Ne. Bux Palma je v bistvu e-ink bralnik, ki ima Android gor, tako da deluje tudi s temi programi, če hočeš reči. Ela, pa to lahko slovenske stvari bereš iz knjižnice, ne? Ampak je to velik telefon. Sprav ne gre za tako mini tablico, ampak dejansko telefon je velik, ampak je e-črnilo zaslon. Kakšna je pa to cena približna? Tukaj je težava. Tukaj je pa težava, ki mislim, da je čez 200 €, tako suvereno. Ja. Ampak jaz bi vsem bi tako rekel, ja, Kindli so tudi že okoli 100 €, tudi kakšne rabljene kobote, ampak tudi če daš 200 € za e-bralnik, jaz pa ne pravim, da je to malo denarja, ampak to imaš lahko 10 let. To ni pretiravanje, pač to in več. Te stvari trajajo. Razen, če ga pozabiš, da odpovate ne 2 leti, kot jaz, ker sem imel toliko baterije z njim. Ja, okay, to je drugo. Ampak če ga uporabljaš, to res ni potrošna roba. No? Res ni potrošna roba. Jaz bi pa vseeno, tako kot vedno, če sem lahko malo tehnična podpora človek, kupujte, pejte rajh v Kindle, če berete v tujih jezikih. Ali pa Kobota, jaz mislim, da je Kobo še boljši kot Kindle. Poglejte te dve, ne kupovati nekih rendo firm. Je pa res, da zdaj, tako kot je s to Kobi Selo in novo slovensko besedo, ne, je pa fajn potem gledati te Onyx bukse, no, ki jih imajo tudi pri nas. No. So dražji, ampak potem si lahko sposodiš v knjižnici reči in bereš, ne, kar je kar veliko vreden, sploh če slovensko hočeš brati. Tako da je to. No. Jaz bi rekel, da ena stvar, ki je mogoče tudi pa z druge strani, kako tehnologija vpliva na nas, pa na branje, je to pravzaprav, da mi zdaj ki predvidevam, da Sancho Morales verjetno tudi kaj brska po družabnih omrežjih, pa skače pa po novičarskih straneh. In vse to spletno branje, da se pravzaprav navado, da stalno preskakujemo. Ne? Nam se ob spletnem branju, ki skače, pač ti fokus izgine. In je tudi zaradi tega, recimo, jaz sem to doskrat, ko vidim, ko imam kakšno daljše obdobje, ko naberem resno, ko bereš eno stran, pa si že kar jaz bi kar nekam kliknul. Nekam bi skočil. In da mogoče, če bi bil to slučajno problem, kako obstati pri tem, da je probati z nekimi krajšimi stvarmi. Zdaj, ali so to stripi, ali so to mogoče neke kratke zgodbe, mogoče tudi poezija. Zakaj pa ne? Obstaja ena ful dobra zbirka 3 knjig, komadi, imajo vsi v naslovu, ki jih je Andrej Ilc zbiral za pri Mladinski knjigi, jih bomo dali tudi v zapiske, link, in so ful dobre, ker so tako pač dejansko pesmi različnih avtorjev noter, ne, vsak avtor ima tako po eno pesem in je vse od nekih klasičnih pesmi do modernističnih, do pesmi v prozi, do eksperimentov in se zdi, da je poezija in taka fina stvar, pravzaprav čisto, da te spravi v branje, ki lahko pač na random odpreš nek na eni strani in pač pogledaš eno pesem, prebereš in je začetek. In pa mogoče še ena stvar, pač mej na kakšno knjigo na policiji ob pojsti, pa si mogoče reči, dajmo danes, namesto da bi bili, ne vem, 20 minut na Instagramu, oziroma nekaj danes mladina na 40 moški, kje so to, na MySpace še zmeraj. Na MySpace. Gledajo ga na Archive. Na GeoCities. Ja. In vzameš knjigo takrat, mogoče, malo probi, a veš, se ni nujno, da si rečeš, jaz moram pa zdaj celo knjigo prebrati v šusu. Ne, daj 5-10 strani in počas. Nazaj se strenili v to branje. Na to se mi zdi tudi en tak, da bi lahko šlo. Ali pa revije, kot je Jazbina. Seveda. Monitor. Sod, kjer imam jaz prste zraven. Zdaj gremo pa na Matrico 3.
ki je. Jaz sem začel z enim vprašanjem, No, oziroma z zgodbico. Jaz sem totalno v svojih zgodnjih reperskih letih, sem začel na polno rap poslušati, sem ful padel v plato 80 Aliens od Outcastov. Seveda vsi jo poznamo. Ja, pač, samo ti veš, kaj je to. Ne, to je dejansko. Nihče ne ve, kaj to posluša. Jaz razumem. To je band, iz katerega je prišel ven Under 3000. Hej, so ležite vsi. Ampak meni ne pozna nekega obskurnega albuma. To ni bil obskuren album, to je bil en najpomembnejših albumov tistega leta. Najpomembnejši pa obskuren se ne izključuje. Okay. No, ampak v glavnem, to je bil nek tak vesoljski, dosti elektronsko narejen tak funk z nekimi tako malo nezemljanskimi foricami noter, podobami pa to in pač ti se meni totalno zadogajal. Plato nabijo v leto, 2 in pa pride naslednja plata, naslednja je bila Aquemini in jo dam not in tega sounda ni bilo nikjer. Tam not je bil zdaj totalno malo tak Clintonovski parlament stil, ampak še bolj umazan nek funk in sem tako, kje so zdaj oni Outcast, ki sem jih jaz zdaj pričakoval, ampak pa sem tako plato enkrat, dvakrat, trikrat, če se rekel pismo, to je tudi totalno hudo. Vidim, kam greš. To je totalno hudo. In tukaj se mi zdi, da je ista stvar, ne? Ampak tukaj je ena druga caka vmes. Namreč ti si navajen, pač ponovadi smo navajen, ker nam je ena stvar všeč, pa ker vidimo, da bo nekdo spet nekaj delal, hočemo še več tega, kar je bilo. Pa mogoče malo boljš. Veš, kot Dr. Dre. Dr. Dre naredi Kronik, pa je G-Funk, pa pol naredi 2001, pa je še bolj nešpiljen G-Funk, pa ne naredi 20 let bene plate več, pa vsi vemo, kaj si zdaj rekel. Povej. No, tle meni se zdi ta vora, da smo mi po prvem filmu smo dobili drugega, ki je bil še več prvega. In pa smo spet pričakovali, da bomo dobili nek ta sci-fi anime kung fu, dobili smo pa bitko na Sutjeski. Ja, fair point. Jaz bi... Ja, vem, kaj hočeš reči. In meni je ta del noter, ta bitka na Sutjeski je meni najboljši del filma. Tako, škaj bom rekel? Jaz mislim, da je 2 pa 3 masta, dobro si to rekel, bitka ali pa recimo avtocesta v prejšnjem filmu, masta, mislim, da to težavo, da je mal preveč stvari noter. Jaz mislim, da je samo to težava teh filmov, da v bistvu niso tak šrot, kot bi človek si po spominu rekel, ampak da je preveč stvari not. Pa moja je tudi, da je 3 boljša 2. Velik. Če odmisliš avtoceste, tam res jaz se samo avtoceste spomnim praktično iz 2. Ta film pa malo več repa, pa glave, pa malo bolj ti je ni rejval. Je? No. Je mini rejv. Jaz sem se tam prav zapisal, ker sem ta rejv, jaz sem rekel, a sta me slučajno sestre, takrat če brata Vašovski, a sta full hotla prijeti v Berghain, pa jih niso noc spustili. Ja, ne, KitKat je to, ne? KitKat je ta drug klub, kjer so je bolj... Se to boj, da je dejanski mežik pižama. Berghain najbrž mi dva not prideva na dober dan, v KitKat pa ne vem, če naj spustijo. In ta scena, mogoče glih to, ki so jo glih omenili, je nek v Sydneyju so snemali, te stvari in je to nek klub, so ga najeli za to in so dejansko pogruntali, da jih cnej pride lokalne BDSM fene povabiti, da pridejo v svojih oblekah, ki jih oni sam mečkanjem še dodajo, kakor pa iz nule delati neke te kostume za folk. In to so dejansko je folk iz lokalne BDSM scene, ki so uleteli v svojih, kaj so to, zagmašni gvanti. Ja, najbrž. To so obleke, ki so za ven pižamc. To je za ven. BDSM za life, ne za doma. Ampak ja, okej. Ampak vseeno, tako bi rekel, jaz sam mislim, da je res pač preveč stvari noter, ampak je ta film, se mi zdi, da veliko bolj koherenten kot 2. Zakaj? Tudi zaradi tega se mi zdi, ker je bil mišljen, in tako mislim, da so se zanj pogovarjali, da je bilo mišljen, da boste šla prvi, pač 2 pa 3, mislim, da z razmaku 14 dni ali koliko v kino. In je jasno, pač 2 napleta, tle pa dobimo pol razrešitev. Tudi zaradi tega je, ker tam ti tako zelo v luftu vse nekako obvisi. Tako,
Fast X. Ja, sam Fast X je v resnici bolj koherenten film, kot dvojka Matrica, to bi jaz rekel. Pa ima saj mal čez, ker se mi zdi, da par highlightov, Cleo Sen je, ker se mi zdi, da so jaz moram reči, da ta model, kako je on Bane, ne, dobro si napisal. Ta model dobro skine Hugo Weavinga. Njega so zato smo dali to vlogo, ker so vedeli, kako zna skiniti Hugo Weavinga. Kako so pa vedeli, da ga zna? Ne vem. Ne vem, kje je bila ta, ampak prav to sem videl, ker so poznali. Ker jaz sem takrat, ko on začne kanalizirati agenta Smitha, jaz sem čakal, a so ti to zdaj mogoče njega dali? Ne, pa ta dialog z Neotom je super, ki mu reče, yes, look through the gooey flash ali whatever, the shell, pa neki tera in pa tako, kva. Ful dobra fora, je pa res, da jaz ne vem, a je ta prva Matrica toliko dostopna do vseh, ker mislim, da vsi štekamo, kaj je tista filozofija, ki je tam noter. Mi smo baterije, ne vemo, kaj je resnično, does it taste like chicken, wow. A baterija? Ne, ampak tako, veš kaj hočem reči. To vse šteka vsak, se mi zdi. Bom zase govoril. To jaz vse razumem. Poje pa v dvojki. Arhitekt, Oracle. V trojki reče agent Smith, Oracle. Yes, mam. Pa si tako, kva? Ok. Na koncu se Oracle pa arhitekt pogovarjata, da sta ona dva nekaka. Ne? In je tako pač... Kolikrat moram jaz to gledati, da bom to razumel. In pol jaz ne znam oceniti pri sebi, a je to moj failer? A sem jaz ta, ki je težava, da ne razumem vsega tega, ali je nespretno povedano? Jaz sem se dovolj v bodovce prosila za cifro v dele Krečič, da bo prišla. Razložiti. Ne, ampak hočem samo tako reči, res je, malo je annoying, ker je enka, se mi zdi, bolj globoka izpade. Dvojka pa trojka ampak je pa tudi bolj preprosta. Ja, meni se zdi, da tle so pol že pa kar malo gledali, kaj bi lahko še, ker so vedeli, da morajo neko filozofijo gor nalepati. In so tle so bile te odločitve, pa tle so imeli zelo velike od tega, kaj je ljubezen. A veš, pa to, kaj je to, a je to čustvo, a mi čustvo, a je to samo neka stvar znotraj odnosov, ki ji damo neko ime, a ne, pa pol... Mislim, meni je bolj tako, škoda je, ker ene stvari čist delujejo. Kar je meni tle všeč je, če se že greš, da je to umetna inteligenca, a ne, ta generalna, ne generativna, take je, razume svet, recimo. Je meni huda fora, da pride, da neki kontrapolodar. Da imaš tam dva mata otroka, pa ga nočeta, da se zbriše otrok, zato ker tudi v unem sistemu, če se ti res greš umetno inteligenco, ker razmišlja tako kot človek in je sposobna moriti in vse ostalo, pa je tudi to del tega. Pa so tudi ljudje, mislim, pa so tudi roboti znotraj robotov, ki so tako čaki malo, mi smo, zakaj se gremo pa mi fašizem, ne? Mislim, to mora biti pol del in ta del je meni cool. Jaz mislim, da je tega so premalo tukaj. Ta družba strojev. Družba strojev, če se greš, pa to do konca peleš, umetno inteligenco, pol oni niso samo neki zlobni, mi rabimo baterije iz ljudi, ampak dobiš tudi malo kontrapluska, v smislu, in to je cool, zato je meni ta Train Man mi je huda zadeva, pa tudi dobro mi je, to pri Matrixu zmerno dobro, ker se na te ljudi, ki pač nek random model na podzemni, ki se dere samemu sebi in imaš 7 ur na roki, mu tukaj dajo, to so ljudje, ki več vejo, to je meni okej. To pri Matrixu, to je cool, v celi trilogiji. Ampak tako, meni je všeč, tega bi jaz skoraj hotel več, kot kar arhitekt, Oracle, to je nekak boj med tema, tam meni razvodeni se malo zadeva. Ali pa saj jaz pol ne dojamem, tako, kot bi jo mogel dojeti, po pravic povedan. Pa Jada Pinkett Smith, dober igra. Res dobro igra, legit igra. V bistvu zelo dobro, mogoče najboljši igra v tem filmu. Poleg dekolteja Monike Bellucci. Jaz ne morem preboleti Monike Bellucci. Hvala vsem, ki ste v Discordu pisali, da me razumete. Nerealna ženska je. Sorry, Bežan, povej. Ker smo glih pri Moniki Bellucci. Zdel se je, kada so oni pogruntali vmes med dvojko pa trojko, čeprav se to je bilo posnet. To je bilo vse posnet, da so pogruntali, da so merovingi malo pretežka beseda za gledalce. In pa so še francozi. To je mogoče res. Ne, ampak tako, škaj je, že spet ta, jaz ne vem, zato ker smo starejši, ali o čemu je fora, ampak tako, ti filmi niso spet toliko slabi. Res ne, no. Če pa se človek vpraša, glih to, kar se rečeš, kaj imata te dva programa, to hčerkico Sati,
kako to deluje. Kako poteka razmnoževanje programov. Ampak točno to ti povem. Če se greš umetno inteligenco, je to. Ti moraš paliti do konca s tem vlakom. Ne bi bilo tako, če imaš ti dva programa, da bi nekako bil ta otrok program, nekako skupek lastnosti prvi. A veš, kot ljudje. Recimo, imaš ka Photoshop, pa MS Paint. Ne bosta rodila Excela. Ne. Pa se je, zato pa je bila Sati, se je zgleda kot paraleleh. Mislim, da vse štima, ampak gledaj, pravim, da če greš do konca s tem, da je to umetna inteligenca, ki res sama razmišlja, se bosta dva, ki sama razmišljata, najdla, kot je paraleleh, se bosta spečala na kakršen koli način, se pa spečajo, pišete kodo skupaj, ne vem. Razumeš? In potem dobiš pač v nov program. Tukaj imam zdaj gledam, če je binarni seks mogoče v tem leksikonu, kar absolutno ga ni. Ne, in je logično, da bo pač ta tretji program nekako polovica pa polovica očeta in mame, če nimamo boljšega besedišča za to. Ampak ja, meni moram reči, da ta del mi je bil kul. O moj bog. Ja. Se mi je žal, da sem tole odprl. To je sveta knjiga Dopo Barbe. Ja. Ampak, ker sem iskal za foro, če je res mogoče binarna spolnost. Bajadera. Ja. Plesalka v indijskem svetišču, zabavala udeležence verskih obredov, se ukvarjajo tudi s svetiščno prostitucijo. Ja. Bajadera. A si vedel to? Ne. No. Da je po čokolada po temu. Ja. Vse ne veš, mogoče si pa sam zmislil. Ne, najbrž je po temu. To je zelo verjetno. Pa škaj se mi je zdaj še zelo kul, mislim zelo kul, dobro rešen, no. To je to. Fajti kle niso več toliko, gledajte nas, mi se kul tepemo, ampak če se že dogaja, se sam dogaja. Ko grejo na strop, mi je bil super. Ja. Ker je bil kratek. Hvala lepa. Kratek je bil pokazalstvo, kaj se da vmes obrniti. Jaz sicer res še zmeri lahko saltami. Ampak veš kaj kul tle? Med unimi saltami pa kolesi, jih ustrelijo. Ja. Kar cenam. Jaz mislim, da so to za nalaž naredila, ker so videli, 3 leti ne bi smela preživeti unga fajta iz enke. In so videli, ne, in dejansko v sredini in padejo dol. Meni je bilo to kul. Pa še všeč mi je, ki je spet malo več dobrega humorja, saj zame dobrega, ki una. Mogoče bo en človek s pištolami in ena, ki ti vzame plašč, ne, ki gre kaj pa je, lahko da jih bo več. In se odprejo vrata in pride v je pa 6 tam. Smešen, dober. Ampak se strinjam, ful je bilo krajšne. Ja. Ful je bilo krajšne. Pač to, kar je bilo treba. Ja. Mislim, je res, da ta vojna, ki je tam, si tako, oni vrtajo, pridejo čez, te meki so mi malo smešni, zakaj rabiš te meke, ampak Meki so te roboti. Ja. Veš, na kaj sem se pa jaz le spomnil? Pa se upravičujem vsem, ki so to bitko vzeli zelo resno, kaj si gledal od daleč, kako poskakujejo. Ja. Pa ljudje noter, sem se spomnil ne scene iz Ace Venture, ki se voz v džipu in ga kaže, kako ga premetava, pa se pa kader razširi, pa zraven njega čist mirno sedi in se še bolj razširi in vidi, da po asfaltu fura džip. Ja. Ne, v CGI kle so kar velik hotel, ne. Te so mesi, te so mečka ta gibanje je uver, jih je recimo kuna voda na konc. Je super. Super, ja, ti si res dober, ja. Pa tako, mislim, ta bitka je dejansko v redu, pa všeč mi je ta moment še, ki imaš te pešadijo tudi, no, veš, ki streljajo, pa te, kaj so svedri, no. Ja. To se mi zdi kul fora, pa je pa res, da vse ostale robote, ki jih vidiš, ki zdaj jih malo več vidiš, te Sentineli so edini za res kul. Vsi ostali so, veš, kako je v Star Wars je tako, veš, X-Wing, pa AT&T, pa vse ostale stvari so tako, vse so ampak to sta te kul zadeve. Tako, pa TIE Fighter, ajde recimo še ne. Ampak tako, moram reči, da škaj je predvsem pri bitki fajn. Meni se zdi zelo koherentno, zelo vem, kaj se je dogajalo, kje je kdo, kam je kdo. Tako, ta del mi je dosti jasen, tudi všeč mi je, ko ta mouse, tisti, ki morajo metke nosati, ti se mi zdi zabaven. Pa tako, kul mi je, ki kaže, se mi zdi, da Teda Wachowskija sta zelo kar razlagata stvari, rabijo več metkov, pa tudi parkrat pokaže saržerje, kako se prazanijo, pa tam, ko Jada Pinkett Smith
nihče ne more čez une tunele. Ne. Ti se tudi zelo tako narejen, da veš, kaj se dogaja. Zelo malo je zmedeno, kar se mi zdi kar impresivno, v resnici. Kleve se vidi, da ona dva akcijo res znata delati. In veš, kaj je bilo meni všeč pri tej bitki? To sem si prav zapisal, ker jo niso prekinjali. Ker so cel ta del bitke pustili cel, ker takle neopatriniti nista bila važna, njun del bo že pol prišel in niso. A veš, kaj se zdi, če bi tle, ker je ful dolga, se pravi, mislim, da je ne pol ure, se kar fajtajo tam, bi komod ene dvakrat, a veš, odrezali, pa bi vmes back at the ranch, že spet neki. Niso tega dali in me je bilo to bolj. Ja, strinjam. Pa še le, ker je bilo pa treba, jih pa pokažejo, a ne, zdaj sta pa una dva tam na poti, ampak škaj sem tudi jaz pozabil, ne, če smo pri tem Bejnu, jaz sem pozabil, da ne oslepi. Jaz tudi. Pa škaj meni všeč, ker dobro je speljan to, kar reče, slepi prerok, ne, ti si pa res meta. Hvala Bogu, da ni bilo to neizrečen. Če si če mal samozavedanja se pokaže film, si tako, ok, fair point. Če bi pa sam šli, zdaj pa še slep, a veš, bilo tako, ne, cool je, da on to reče, ne, da je zelo eksplicitno. Je pa tudi to rabo, zato da je on zdaj spregledal, ne, ko on je prej je videl to, matrica skozi, ne, zdaj pa vidi dejansko stroje izven. Vidi ustroj strojev. Ja. Sveta bi nekateri rekli. In tam, ko pride, me je bil tako, bi za posvoje, tam Trinity umre, to se je vedel, on bo moral sam, ne, na koncu, on mora ta zadnji preizkus mora opraviti sam. In ko pride, zdaj ne vem, koliko si imel ti nekega krščanske vzgoje, ne, ampak to je Frančišek Asiški. On je bil totalno Frančišek Asiški, se pravi ta svetnik, ki se je pogovarjal z živalmi, ki se je pogovarjal z naravo. Veš, ko on pride tam in oni strojčki vsi tako pridejo do njega, veš, pa kje si prijatelj, gosenični robot, kje si prijatelj, karkoli si ti, ne, in je zelo tako, ne, ga sprejmejo. A ne, prav tako je, pričakujemo ga. Ali pa tako, to je pač ta Sneguljčica iz Disneyjeve risanke, veš, kaj se sprehaja, pa pride srnica, pa ptiček, pa metuljček. Meni je to, meni škoda, da ni bilo malo več tega, da je pol vse to zreducirano, onga en obraz, ki govori o imenu vseh. To mi je žal, ampak so vsaj dali te tam male, ki se meni zdi zelo pomemben, da se vidi, da je tam nešteto teh nekih programčkov, ki naokoli hodijo. To je bilo meni ok. Predvsem pa, zdaj, okay, če greva tako, zdaj treba na konc povedati. Če je agent Smith, to bo zdaj unika so čisto Matrixu, bom kakšen mail dobil, ampak vsem, če je agent Smith sin, v narekovajih, od Oracle, je v bistvu ona obe špure pelala, zato ker je bila caka ta, da arhitekta lahko edin tako pretenta, da ona naredi nekaj, kjer bojo lahko samo ljudje pomagali robotom, ne? In na ta način se bo mer. Prej je bilo zmerno tako, da je zmerno bil The One, ki je pač probal in so ga potamanili, ker ljudje nimajo šans. Zelo pa prvič tako, da si imel ti The One, je bil Neo, pa si imel pa agenta Smitha, ki je bil ključen, tukaj, da je tok kaosa naredil, pa tok je bil neobvladljiv strani robotov od umetne inteligence, da so rabili Neota in je Neo imel pogajalske moči, da je rekel, lej, jaz bi sam rad mir. Da se nehamo. In to že spet dosti bolj razumljiv. Ne vem, zakaj pa v dvojki vse ti izgledamo, ampak ok. Zakaj? Zato, ker Orakel zmeri pove točno to, kar je treba. A veš? Ampak kje imaš mogoče res to dobra poanta, da če bilo to takoj, če bi to enega za drugim takoj gledal, je veliko bolj vse skup stoji nekako, ker si pa ti tam uno dvojko gledal, pa si pa en let čakal, je mogli pa grozen. Ali pa zdaj tako v glavah do zdaj, mesec in pol, ali whatever. Tako da, ta del je meni kul, pa tudi tista ta zadnja scena, kjer sta Oracle pa arhitekt, ki se srečata, ki še malo zapeljejo, kako bo do konca, kaj pa oni, ki se hočejo rešiti. Če osvobodili bomo, pa super mi je ta line, koliko pa misliš, da bo trajal ta mir, pa ona reče, toliko, koliko je treba. Kar se mi zdi super, ker že spet nakaže, da najbrž se bo cikl spet na eni točki mogoče obrnil, pa hkrati pa da ta alibija, da ko sem jaz to razumel, da unika pa hočejo not ostati, tako kot ala Cypher iz Enke, pa not ostane. Ne gre zdaj, vse bomo rešili, mi se sam ne bo več ta izkoriščen, zdaj bodo ljudje vedeli,
da so noter in bojo noter, oni, ki so pa odzuni, bojo pa vedeli, da so odzuni. Kar se mi zdi pa kul. Cool. Če si rekel, da je treba neko filozofijo, ta world building naprej narediti, to se mi zdi pa v redu. Ker se mi zdi, da da tudi, po mojem, zelo človeško, da jaz verjamem, da bi marsikdo tudi ostal noter. Tako da ja, no. To je pa, tudi ta je še na koncu, neka ona reče, pač, kaj jo vpraša, se ve prav, nisem vedela, sem pa verjela. Ja. To... Ja, pa non-stop je ta misticizem, pa Frančišek, pa vse to, non-stop je to zraven. Makar je stan to tam, ki je kazal, da bo Zion, da bo 300 karatala. Ja. Da bo imel this is Zion. Knuckle up! Je catchphrase. Čeprav, kjer je bil najboljši catchphrase? Dig this. Ka unka vrta, ka mu še ta druga, tretjo nogo in pade dol. Dig this. Pa sam nov pade dol. Zdaj, veš kaj, da gre se sam še malo Smithu, pa ni o to pogovarjati. Ker se pa, klej pa meni, po en stran valjda je logično, da ti bolj nijo ta gledaš, ampak tako, kaj je pol bilo to zapeljan, enačba, ravnovesje, vse to, bi v resnici Smitha mogel biti veliko več v teh filmih, kot ga je. Vse v trojki ga je dost, ampak v dvojki on praktično ne obstaja. Veš, tako, mislim, v dvojki obstaja full Smithov. Ampak je samo una, ker njega na avtocesti ni, ne? A veš, tam to je samo roboti Neo relacija, ker je on v bistvu toliko pomemben za cel ta plan od Oracle, kot Neo. Ja. Pač ne gre eno brez drugega. Je pa, to sem pa hotel se navezati, da una voda, pa zdaj bom nekaj zelo kontroverznega rekel, ker sta se zaklala s Supermanom. Jaz še zmeraj trdim, da sta se zaklala s Supermanom, da je on na koncu enkrat Superman. Ja. Jaz mislim, da je to bila napaka. Ampak če že imaš to, je ta zadnji fight mogoče najboljša različica tega. Ker kar mal kupaš, da trpita, ker se udarta, mal to čutiš, ni tako fake vse. Pa super je, ko prijete v skladišče vmes, ki je suho, ki mal spomne na izenke, dojo. Dojo, ki so, Ja, tako, kar ok, no. Pa CGI kar stoji. Se vidi parkrat je, kar se vidi, iz kjerga leta je. Ampak stoji pa ta voda, je pa tako kot nek stilski moment, mi je pa super, ker jo je preveč. Preveč dež pada, nikoli ne pada toliko dež zares, ne. In je tako... Super je tudi zaradi tega, ker pa dejansko se ta voda in fizikalno pol obnaša, ko dobiš te da imaš te valove, pa sunke sred zraka, kako vidiš, jih odnese. Vidiš, koliko je to močno, ne? Vidiš, koliko je to močno, da ni sam, če bi se ono tam sam mal, bi bilo brez veze, ne? Tako pa res so ok izpade. No? Zdaj, v teh kaplah, ne bom rekel, ne bi bilo, so teli simboli iz Matrice noter. Ja? Ampak bojo pač, zato si rabo IMAX projekcijo, da gledati in tam se je celo v določenih prizorih to razločili, pač tle na TV-ju nima šans. Ampak okay. Sploh pri streamingu je še tako malo komprešno. No, ampak dober fight, pa tudi na koncu mi je všeč mi je ta moment, da pač Neo sam ne odneha. Da ga v bistvu na ta način porazi, pa dober joke, dober twist je, twist, da ko Smith prevzame Neo tega to, v bistvu, ne se ona dva izničita. V bistvu, ja, to njega fenta. Ja. To njega oba. Ja. Oba. Trinity tudi, ne, Trinity. Kar je, bodimo iskreni, kar ok za tak film. Mislim, se je mogel, umreči, če gledaš vso to krščansko filozofijo, čeprav oni ful podlagajo z nekim tem budističnim, pa to, ampak to je pač ti moraš, pač Bog je poslal svojega sina, da umre za odrešenje ljudi. Okay. Ne? Ampak, pižamc, Matrix Resurrections obstaja. Ja, sej, lej. Točno naslednjič vidim. To je, sej, lej, kaj ne rečem, sej to je tudi v Bibliji. Ampak, a veš, kaj je tudi ta poza, ko on obleži, ne, dejansko je križani. Čeprav on koga nas snemata iz tega kota. Ja. A ne? Štikam, ja. No, samo lej, tako, moja logika je še vedno tako, moja logika je še vedno boljš, kokar v spominu, pa se mi zdi, da smo kar krivico tem filmom delali. Pa ne da vas zdaj neki whitewashala vse v smislu, zdaj pa vse dober, ker ni. Ampak ni tak razkorak med enko pa dvojko pa trojko. Enka je res noro dober film. In bi, meni se zdi bil mogoče še celo bolj, če ne bi imel dvojke pa trojke. Seveda, absolutno, ampak dvojka pa trojka pa nista šterka na IMDb-ju, no, tako bom rekel. Res nista, no. Absolutno pa nista 9, kar enka absolutno je. Ja. To pa ne.
A je še kakšna taka stvar, ki jo imaš? Meni se na začetku priznam, kako je umetnost odvisna od oči opazovalca. Slabo sem spal iz nedelje na ponedeljek in se zjutraj pa kar mal kinko, ker sem gledal na začetke, ampak pa se bo tako pa zakvani fajtoš, kdaj bo kaj, veš, kdaj nam bojo kaj dali. Ampak ker smo prišli do Sutjeske, ti si bilo pa noro. Ja. Ti si ga pa čist not potegnil in mi je dal, ne vem kaj še imam, gledam tukaj, da če en lušten od teh je bilo tudi ta že, ta vlakovodja, ki tam neoto, tukaj sem jaz bog, ne, in pa neo zlaufa, ne, in pride na drugmu koncu. Ja, ti si to dobro, ja. Pa tako, v bistvu, jaz bi tako dvojko bi res dal na zadnje mesto. Dvojka ima res tisto avtocesto, ki se mi zdi, da jo bojo še leta preučevali, kako akcijo posneti na avtocesti, ne. Ampak realno gledan kot cel film, pa mislim, da ta trojka je res, res je boljšno. Veliko boljška dvojka. Čeprav je manj Monike Bellucci, kaj ne rečem. To je to, drugače, še ena stvar, ki smešna je močna beseda, ampak tako, pač zelo mi je, všeč mi je ta moment, ta BDSM klub pa vse to, ker ne neha ta trilogija s temi ledri, pa res se drži tega, tudi Neo na koncu, unmo plašču, ki je res zdaj že legendaren plašč, to je vse iz anim, se to je jasno, ampak res mi je všeč, da so se tega res držali, v nulo so se tega držali. Pa veš kaj tudi, veš kaj so se pri enki pogovarjali, zdaj pa Neo dobu špegle tudi. Ja. Tukaj pa Neo na koncu da špegle dol. Sam si jih sname. Okay, zdaj, kaj to pomeni za osebnostno rast? Kakšna metafora so te špegli? Pa to pa, da je pri Peglezenu glavna na koncu, Smith pa Neo, pri Peglezenu eksplodira. Ja. To bi je tudi dobro, so rekli, da bo dal vsaj neko bajto, da ni neka anonimna bajta. Pa tako, tisto, kar je meni všeč prvočovskih, je, da te neke forice, ki so noter, ne vem, Smithov je ful velik, pa zdaj vsi Smithi gledajo ta fajt, pa polka na koncu eksplodirajo, vidiš, kako vsi eksplodirajo, pa koliko jih je bilo. Tako, taki dobri vizuali so to, in iz tega vidika sta ona dva res. Zato je ta njihov Street Racer, kako sem že reči, ta film, nek racer je, ki je po neki risanki, ki so jo vsi Američani gledali, pa ben drug na svetu, se mi zdi. In sta ona dva film naredila, je tudi ful dober, da je tako vizualno, da je nor film, In se mi zdi, da tako redki režiserji znajo take stvari delati. Ali pa tako, ki je Besson, ki je naredil Peti element, ki je res, ki je tako, wow, en je vedel, mislim, tako neka fora na foro, in se mi zdi, da tega je kle veliko, in je to meni se to zelo dopade. Še če je bilo tudi ta fora, kako je, mislim, ni fora, ampak ta prikaz tega, se pravi, ko pa ta malo prevzame tega Meka, se pravi, ki je ta zadnjega še vod, ki bi šel lahko vrata prerezati, ko so te poškodbe, ko so res neki, dejansko tiskama faco čez pol preklano, ampak je spet, če oni skrempli s temi kleščami okoli mahajo, to so te poškodbe, da so tudi rekli, da dajmo pogledati, kako bi pa zgledal potem, ko oni... Ne, pa sej, tako zelo je... Težko bi bilo narediti vse mogočni stroji, neki ljudje, s čim se bojo sploh streljali, ko bojo sploh fajtali. So v bistvu je kar dobro, morajo prvo prevrtati, pa je samo ena luknja, skozi katero pridejo sentineli. Te streljajo, pa tudi ta cel most, kjer ima avtomatske kanone, niso zdaj samo te robotki tam dol. Tako da je kar neki... Logika ne da štima, ampak lovilo dosti slabše. Lovilo bolj tako, te tudi kle obstajajo, ali tam se tudi streljajo, ampak je tako ima nek smisel, ima vse skupno. Tako da ne vem, jaz moram reči, da sem kar vesel, da so šla to gledati. Zdaj, ko mi čakam štirko, ker sem jo pa jaz gledal. Jaz si nisem. Ampak zdaj mi bo boljš, zato ker jo bom gledal po tej trilogiji. Takrat sem jo pa gledal, po 20 letih, nisem šel gledati 1, 2, 3 in mi je bilo nič jasen. In me zdaj prav zanima, koliko je bilo to navezan, pa to se lahko zdaj obesva, sam tako za teaser, pa greva pa lahko, bo še enkrat povedala te admin, kar se dogaja, pa greva lahko na pobritak, ampak Matrix je imel res to težavo, da je cel ta menosfer na internetu toliko posvojil, ta red pilanje, blue pilanje, če ne veste, kaj je to, ne tega googlati.
ker vas lahko not potegne, jaz to res mislim, zelo sem hecam tok. Ampak je bil tako zlorabljen Matrix za res najslabše dele interneta, ne, da je ta Resurrection, se mi zdi, hoče biti kontra temu. In zdaj, ko sem te 3 pogledal, me zanima, kako ga bom zdaj doživljal. No, mogoče tudi je to, ne, pač pa četrtem Matrixu bo en od scenaristov Saša Hemon. Hemon, ja. Tudi bosanski pisec, ki živi v Ameriki. Mislim, da smo letos spet, ne letos, lani neko novo knjigo dobili njegovo v prevodu. Tako da ja. Mislim, ja, meni tudi ni žal, no. Kot sem po dvojki malo kar že obupaval, pa sem bil prepričan, o moj bog, zakaj so se to zmenila. Če lahko citiram debato, ki je včeraj potekala na družabnem omrežju Blue Sky, ki ga priznavamo kot legitimno. Čakaj, ne, je bilo na Trecih to. Na Trecih se je meni zgodilo. Na Trecih se z Nikom pogovarjal. Ja, ker je Nik rekel, da je prvi resni delovni dan novega leta 2 ure porabil, da reže zaplet z digitalnimi koledarji. Ne, pa se je rekel, ti kar malo zavidam, jaz sem moral pogledati Matrica 3 za glave. In je sočustvoval z menoj. No? Ampak ja, ni toliko slabo, kot sem se bal. Ja. No, evo. Zdaj pa tako, naprej gremo na polobritek, kjer bova kaj gledamo govorila. Danes tudi poveva, kaj bova. Zato, če vas zanima, kako govoriva o prvi sezoni, čeprav so zdaj že 4 ali koliko, ne? Jaz sem vse 4 pogledal. Slow Horses, pa mogoče v kakšno o shrinkingu še pa jaz bom kaj o Penguinu povedal. No, tako da za te stvari morate biti pa krajcar ali goldinar. Tako je, zdaj pa, tisto, kar je zelo pomembno, glave se ne končujejo. Sam noge grejo malo na moče v lavor. Tako, naslednjič bo še Matrica, potem bomo pa začeli delati, če veš, kaj mislim, 2-krat na mesec, in zato bo nov feed, ki bo samo če veš, kaj mislim, in glave bodo že spet postale samo glave. Sprav, če veš, kaj mislim, bo 2-krat na mesec, glave se pa vrnejo, ko pridejo zmaji oziroma kakšen hitri in drzni ali pa po navdihu, ne bojo pa več toliko redne epizode. Unika podpirate, boste ostanete naročeni na une glave pluske, noter bojo hodile ne cele une z dodatnim vprašanjem, če veš, kaj mislim, epizode. In pa to je to, pa še enkrat v zapiskih je že, če veš, kaj mislim, poseben feed, dajte se naročiti na unga, da boste potem začeli dobivati vse epizode tja, od če veš, kaj mislim. Viš, koliko je to komplicirano. Ja, prav, če si pa naročen, pa ni treba se na nov. Če si podpornik, pa dobiš v ta feed. Tako. Je že. Okay. In to je to, zdaj pa gremo v polobritek. Hvala, živjo.